Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Ja, mesec je spet naokrog in čas je za oddajo o zdravju z Alenko. Danes bom na vrsti tema, ki pravzaprav težka tema, ne? In ne radi govorimo o njej, ampak paliativa in evtanazija sta temi, ki se vseeno nekako še bojimo se jih, ne bi lahko rekli. Pozdravljeni, Alenka. Dobar dan, zdravo. Ne, da se jih bojimo, zdi se nam, da sta to temi, ki sta kar bili nekaj časa zapostavljeni pri nas, ne. Zadnje čase se vseeno malo več govori, tudi o paliativi sami, ne, ki si jo želimo torej, da bi na nek način se okrepila in dosegla tisti svoj osnovni namen. Kako bi vi pravzaprav opisali kot zdravnica? Kaj si vi predstavljate, oziroma kaj si lahko mi, laiki, predstavljamo, ko slišimo kot oskrbo? Paliativna oskrba je ena taka specializirana medicinska oskrba, kjer spremljamo bolnika v tisti neki fazi ali terminalne bolezni, nekega umiranja, in mu probamo olajšati vse fizične in psihične težave, ki se ob tem pojavljajo. V osnovi bi lahko to bilo tudi kadarkoli v poteku neke bolezni, ko pride do poslabšanja, vendar praviloma se to omeji na tiste zadnje dneve, mesece, mogoče tedne bolezni. V to paliativno oskrbo nismo vključeni samo zdravniki, ampak tudi medicinske sestre, socialni delavci in psihologi. To v bistvu ne gre za pomoč samo temu bolniku, gre za pomoč bolniku in njegovi okolici, ki zanj skrbi. Tako da to je paliativa. Kako pa se pravzaprav to vse skupaj odvija, ne? Recimo nekdo, imaš recimo v družini težkobolnega človeka, pravzaprav verjetno bi bilo potrebno povedati, da ne gre samo za onkološke bolnike, ne? Tudi druge, ne? Pri paliativni oskrbi pravzaprav gre za vse bolnike, ki so nekje na koncu svoje življenjske poti in imajo ob tem pač težave, kot jih imajo vsi, ne? Gre torej za rakaste bolezni in s tem se zaradi pomanjkanja kadra po celem svetu večinoma bolj ukvarjamo s tem, ampak enako velja recimo za bolnike z nekim kroničnim bronhitisom, za bolnike z srčnim popuščanjem, bolnike z multiplo sklerozo, z raznimi nevrološkimi boleznimi. Glavnem, vsi bolniki, ki imajo neko tako hudo kronično bolezen in pričakujemo v kratkem njihovo smrtno. No, rekli bi torej, so nepokretni, verjetno ni nujno. Ne? Ni nujno. Sploh ni nujno, da so nepokretni. Lahko so čisto normalno pokretni še zmeraj, ampak imajo pa lahko hude bolečine, težave z dihanjem, karkoli od tega. Kako se to recimo konkretno v vaši ambulanti izvaja? Paliativa se v Sloveniji pravzaprav večinoma izvaja pri osebnih zdravnikih na nek prirejen način, ne. Mi nimamo tima socialne delavke, psihologinje, ki bi lahko šla z nami na teren. Ampak vedno se poskušamo z bolniki, ki imajo tako bolezen in z njihovimi svojci, pogovoriti o tem, kaj jih čaka v prihodnjih tednih, kakšne težave, zaplete lahko pričakujejo. Bolnike vedno skrbi tista bolečina, ali bojo trpeli, in je treba jih nekako naučiti in se o tem seveda čisto odprto pogovarjati, kaj lahko pričakujejo in kaj morajo v tistem trenutku narediti. Torej, pri paliativni oskrbi je pomembno prav to, da dobijo in bolniki in njihovi svojci jasna, enostavna navodila, kako ukrepati ob kaki težavi. To se mi zdi to najbolj pomembno. Zdaj ponekod v Sloveniji je paliativa kar podobna temu, kak bi naj to bilo. Recimo ena taka regija je Gorenjska regija, kjer že kar leta ena zdravnica za svojim timom ves čas obiskuje te bolnike na domu. In v bistvu je to njena služba, nima nobenega drugega dela, ne. Zdaj mi, družinski zdravniki, ki pa smo praviloma temu prepuščeni, pa pravzaprav tega niti ne zmoremo ob naših obremenitvah, da bi lahko obiskali recimo, ne vem, vsakih 14 dni enega takega bolnika na domu, pogledali, kako funkcionira, dali vsa navodila. To na žalost ne gre, zato je ta paliativna oskrba pri nas v družinski medicini kar precej prirejena. No, kakšna pa je tista idealna zamisel paliativne oskrbe? Ja, idealna zamisel pa je takšna, da pride domov ob neki taki diagnozi, na začetku bolezni že prvič en taki tim domov, zdravnika, medicinske sestre in pač to, kar sem naštela. In zdravnik da neka navodila. Če vas bo bolelo, tako boste vzeli to. Če ste zaprti, boste vzeli to. Svojce podučijo sestre mogoče kako opraviti kako nego, kakšne stvari. Ne vem, zamenjati plenico, previti kako rano. Psiholog se pogovori
proba nekako razbremeniti tiste psihične težave, napetosti, ki se seveda ob tem pojavljajo, tiste strahove zmanjšati. In potem se to seveda ponavlja v nekem intervalu, ne? Ali ob poslabšanih bolezni ali tak. In bistvo vsega tega je, no, nekako želimo si, da bi ti bolniki, ki so v tem, vsi bomo verjetno enkrat v tem, da je ta prehod, ne, in to neko umiranje in tisti zadnji tedni, da so čim bolj enostavni in da potekajo v krogu družine. Ker nažalost, ne, naša družba je tako narejena, da se večina svojcev kar ustraši bolnika, ki umira. Nekako se mi zdi, da mora iti v bolnišnico, ker drugače tam bo dobil vse, kar mu oni ne morejo nuditi, pa v resnici je to daleč od resnice, ne. Najlepše umiranje je doma med ljudmi, ki nas imajo radi, ki jim je mar za nas. In moram reči, da jaz kot osebni zdravnik sem prav srečna, kadar mi uspe s katero družino nekako to doseči, da svojci to nekako res zmorejo, da lahko doživijo smrt svojca doma skupaj. Kaj recimo rečete ob obisku, ne? V kakšnem primeru vas konkretno pokličejo zdravnico? Zdaj, kaj jaz rečem v obisku? Jaz pač mogoče sem tudi malo taki človek, da se o teh stvareh rada kar odkrito pogovarjam. In pacienti itak praviloma čutijo, kdaj več ni poti nazaj, ne? In se mi zdi vedno, čeprav so to kar taki kruti pogovori za nekoga, ki mogoče sedi zraven, ampak so kar hvaležni za tiste informacije, ki jih dobijo, ne? Fajn se prav pogovori, jaz jim pač povem, da kaj se bo dogajalo, da jih takrat to tako ne skrbi. In tako se mi zdi, no, tisto, da imajo neko rešitev, ki je fajn, da jo zapišemo, ne samo, da jim povemo, ker to ljudje itak pozabijo, ampak fajn je, da dobijo nekaj napisano, da dobijo neka jasna navodila, ne vem, vzeti takrat, ko bo to, vzeti, ne vem, 1 tableto tega. Ne? Ampak zdaj ta zdravila in vse to je samo en del vsega, ne? Drugi del je bolj ta en pogovor, ne? Da probamo jim nekako vzeti proč ta strah, da jim poskusimo nekako, da sami razmislijo pri sebi, kaj lepega so v življenju doživeli, kaj lepega se jim je zgodilo, in da ne grejo na tisto zadnjo pot s polno nekimi težavami od zadaj v svoji glavi, polno z nekimi nerešenimi spori in takimi stvarmi. No. Tako se mi zdi, tudi to je treba se dotakniti. In pa seveda potem svojce, pripraviti na samo umiranje, pripraviti, kako bo to izgledalo, kako bo izgledalo dihanje, da se takrat ne prestrašijo, ne. In potem nekako to vse skupaj zmoremo, ne. Je pa seveda tu en kup nekih težav, ki pa so daleč od tega, ne, s čim se mi zdravniki ponavadi ukvarjamo, ne. Pri takem bolniku nas ne zanima, kakšen ima holesterol, pa ne zanima nas, kakšne ima, ne vem, neke druge stvari. Osnovne stvari nas samo zanimajo, in sicer ali ga boli ali ne, ali je sposoben še kaj požreti ali ne, ali lahko odvaja blato ali ne, ker to je kar velika težava pri teh bolnikih, odvajanje blata, odvajanje vode, ali lahko spi ali ne, ali ima kje kako rano, in ukvarjamo se samo s temi čim bolj bazičnimi stvarmi, ne. V naši družbi tudi tako zelo nekako, da mora pač pacient jesti, ne, in svojci praviloma nas kličejo, ko bolnik več ne je, in se želijo ponavadi kakšne infuzije na domu, ne. In je tako včasih res težko ljudem to razložiti, pa oni še težje razumejo, da ena infuzija na domu nič ne reši, ne. Infuzija celo lahko pri pacientu samemu poslabša stanje, mu lahko poslabša bolečino, ker se možgani zopet malo bolj zbistrijo, recimo, ne. Ampak praviloma je tako, da se ob nekem umiranju vsi ti nepotrebni, kako bi rekla, nepotrebna dejanja človeka za neko funkcioniranje osnovno počasi začnejo ugašati. Torej hranjenje, pitje, človek večino postane taki pospan, več spi, se vedno manj pogovarja, je nekje v nekem svojem stanju. Je seveda to za svojce težko gledati, ne? Ampak nekako je pomembno bi bilo, da bi jih res znali na to pripraviti. Da jih takrat ne bi bilo strah in bi vedeli, počasi prihaja čas, da se bomo počasi zbrali skupaj, ne? Pa bomo nekako se probali posloviti skupaj, ne? Tako bi bilo idealno. Kaj
Kaj torej od zdravil pravzaprav človeku date, torej tako dejansko na koncu verjetno proti bolečinam? Predvsem dobivajo protibolečinska zdravila v raznih oblikah, ne vem, tabletke, ki se same raztopijo pod jezikom, do kapljic, do obližev. Samim tabletkam se s časoma vedno bolj izogibamo, ne. Seveda ta zdravila, močna protibolečinska zdravila, prinašajo kot stranski učinek hudo zaprtje, ki ga je treba praviloma vedno reševati. Že ko se zdravila uvedejo, bi morali zdravniki o tem razmišljati, pa bi mogli uvajati zraven sirupe, kasneje pa obstaja pač ena pomagala, s katerimi se lahko človek sprazni črevo. Potem, dostikrat je težava kakšno bruhanje ali pa siljenje na bruhanje, slabost, tudi to lahko z zdravili zmanjšamo. In pa zelo taka huda težava je težko dihanje, ne. Dostikrat občutek težkega dihanja in tisti strah in tesnoba, ki se ob tem pojavi, in pa dejansko težko dihanje, ki ga tudi to zmanjšujemo z zdravili. Pogosto so ljudje zelo presenečeni, ker dobijo za težko dihanje morfinske kapljice, torej morfij v obliki kapljic, ker dejansko izboljša dihanje, no, je prav zato, ne. Tako da s tem si pomagamo. Svojce naučimo, da bolnikom recimo samo vlažijo usta s kakimi vlažnimi krpicami. In jih tudi probamo, ne, da probajo razumeti, da bolnik zdaj ne rabi pojesti kosila ali pa ne rabi jesti hrane, da mogoče nekaj hladnega naj spije, ker takim bolnikom bolj paše hladna hrana. To je nasploh en nasvet za vse, ki imajo doma bolnike vseh sort, ki so, ne vem, po kakih kemoterapijah ali pa hudo srčno popuščanje, pa prihajajo pravkar k sebi. Taki bolniki potrebujejo večkrat na dan čisto malo hrane, naj bo bolj hladna, fajn je kakšen sladoled, pa kakšni ti dodatki noter, par žličk, tako da ni treba človeka hraniti z neko tako hrano. Če je stvar nekega prehodnega značaja, bo bolnik ziher začel jesti naprej, kasneje, ko bo se počutil boljše. Kadar pa gre za tako terminalno stanje, pa hrana nažalost ni več potrebna, ne. Torej, jim dajete tudi kakšna pomirjevala, torej, da lažje spijo ali so? Pomirjevala ponavadi, vsa ta zdravila, ki so narkotična, kot je morfij in morfiju podobne sestavine, bolnike tudi umirijo, pomirijo, uspavajo. Tudi to včasih svojce zmoti, ker naenkrat pač svojec ni več pogovorljiv, večino dneva prespi in jih to skrbi, da je nekaj narobe. Ampak pač to je treba res vedno vse razlagati, vedno znova in pač nekako bolnike na to pripraviti. In svojce. Kako pa je z paliativno oskrbo v bolnišnicah? So možnosti, da torej... Zdaj po novem je Ministrstvo za zdravje poskuša zagnati te tako imenovane paliativne time v vseh bolnišnicah in prav pred kratkim smo tudi v bolnišnici Ptuj dobili novi paliativni tim, v katerem sodelujeta 2 zdravnici, medicinske sestre in one grejo, pač praviloma to velja za bolnike, ki so bili hospitalizirani in jih oni tam nekako vlovijo, se potem organizira paliativna oskrba tudi na domu. Ob sredah in petkih zaenkrat bo ta ambulanta delala, po 4 ure sicer. Večinoma ambulanta pomeni, da pač tam bojo napisali vse te recepte in to, ampak ob petkih bojo pa verjetno prihajali tudi domov. Imamo pa tudi v bolnišnici Maribor, sploh onkologija Maribor ima svoj paliativni tim, ki že tudi hodi po našem terenu, obiskuje bolnike, ampak ne, to dela en tim, bolnikov pa vemo, koliko je in tu ni tako, da prideš pa greš v 10 minutah naprej, ampak zato si treba vzeti nekaj ur časa in zato seveda to nažalost se zdaj že kar dolgo čaka tudi na te stvari. No, v primeru, da ti svojec torej na tak način zboli, da obleži v postelji recimo ali kakorkoli, ne, se to kam se obrneš? Torej na osebnega zdravnika. Vedno na osebnega zdravnika, mi smo vseeno tista prva linija. Mi tudi v končni fazi izdamo, če že sam zdravnik se s tem mogoče ne ukvarja ali pa mu to ni blizu, mi izdamo napotnico za paliativno oskrbo kasneje in tudi naročimo bolnika tam. Ampak vseeno mislim, no, da smo mi družinski zdravniki, mi praviloma poznamo celo družino. No. Smo pravzaprav tudi zelo dober naslov, na koga se je fajn obrniti. Zato je tudi pomembno, da imamo dober odnos s svojim zdravnikom, da smo v nekem dobrem odnosu drug z drugim, ker potem tudi te stvari grejo dosti lažje in dosti lepše.
in so lahko prav ena, zdaj se to hecno sliši, ampak prav lahko ena lepa izkušnja, s katero so potem svojci strašno zadovoljni po smrti nekega bližnjega, so prav zadovoljni, ker so mu nudili eno tak lepo oskrbo in so se mu na nek način zahvalili za vse tisto lepo prej, ne. Kako pa je s paliativo v domu starejših občanov? Ne samo v Ormožu, tudi na splošno. Domski zdravniki se vsi s tem kar precej ukvarjajo, poskušajo se ukvarjati, tam seveda je to organizirano malo drugače, ker je pač več osebja kot v bolnišnici. In tam je za bolnike praviloma res dobro poskrbljeno. Tako da tisti bolniki tam so na boljšem, ne. Bolniki doma pa, če te oskrbe nobene nima, nobene pomoči, pri takih bolniki pa potem pogosto vidimo, da svojci kličejo urgenco za vsako težavo in da si zelo želijo, da bolnik odide v bolnico, pa ne zato, ker ga ne bi marali ali karkoli, ne, to ne smemo reči, ampak iz ene res hude skrbi, iz enega strahu, jih je pač strah, da bodo doma naredili nekaj narobe in enostavno ne zmorejo, da bi z bolnikom ostali doma. Tako da doma je to precej težje, no, kot v domu. Vi torej priporočate, kar se tiče z nekega psihološkega vidika, da ostane bolnik doma, ne? Absolutno. Ampak verjetno glede na razmere, na službe sorodnikov, verjetno je to res problem, ne? Zelo težko, ja. Res je zelo težko, ne? In tu je glih en tistih glavnih stvari, ne, zaradi katere imamo zdravniki, ki res sodelujemo v tem in smo res z bolniki ob koncu, ne, in jih spremljamo v teh zadnjih urah. To v tem vidimo glavno težavo tega, da bi bila recimo evtanazija pač čistak, ne. Se verjetno bo, ker celi svet se temu približa, ampak vidimo tudi tam, kjer to že velja, kjer je to že uzakonjeno, se zlorabe dogajajo točno tukaj, ne, na tem področju. Svojec, ki je doma, veste, tako neko hodim na obiske, takim umirajočim bolnikom, ko jih obiščem ali pa ko jih gledam kot urgentni zdravnik, sred noči recimo, ne bi verjeli, kako čisto vsi bolniki, jaz res, že dolgo sem zdravnik in ogromno se s tem ukvarjam in ogromno sem bila na terenu, čisto vsi bolniki, terminalni bolniki, res hudi bolniki, se lovijo za čisto vsako bilko, ki je za samo 1-minutno podaljšanje življenja. To si ljudje, ki s tem nimajo opravka, dejansko nimajo opravka in so na področju evtanazije tudi najbolj glasni, moram reči, ne. Tega si verjetno ljudje težko si to predstavljajo ali pa to težko verjamejo. Ampak verjemite mi, človek, ki je strašno bolan in ki je v strahu, da bo umrl, bo naredil vse. Veste, to je včasih smo prav ganjeni in presunjeni, ker si misliš, ne, pa, ne, mislim, res za vsako bilko se lovijo. Ampak, kaj pa je vedno težava? Vedno pa tožijo samo o tem. Joj, bogi moji domači, glejte, ne, zaposleni so, ne vem, imajo družine, imajo male otroke, jaz pa sem jim tu na poto. In ta, ne, jaz sem jim na poto, postaja glavni razlog, zakaj se ljudje odločajo za evtanazijo. Da razbremenijo svoje najdražje. In to se dejansko v državah, kjer to je uzakonjeno, že dogaja. In to se mi pač ne zdi prav, ne? Da se bo človek odločil za evtanazijo iz razloga, da da dihati svojim najbližjim. Čeprav oni tega ne zahtevajo, ne? Ampak veste, tisti občutek, ne? Se vemo, ne? Kak smo. Druga težava so dementni bolniki, ki so tudi specifični in so zelo naporni za družino, ne? Živeti z dementnim bolnikom, jaz vedno rečem, spoštovanje svojcem dementnega bolnika, to je svoje vrste napor, ne? Čeprav so lahko tak za kratek stik, so lahko vsi so simpatični in zabavni, ampak živeti s takim bolnikom 24 ur je ekstremno težko. In tudi tam, ne, tam se dogaja dosti zlorab, tam, kjer to je uzakonjeno. Tako da je evtanazija nikakor ni tako enostavna stvar, kot se zdaj v medijih govori. In če bi bilo to vse tako krasno in prav, mogoče, ne. Jaz tudi sem mnenja, da je odločanje o lastni smrti naša osebna stvar. Ampak ne vem, zakaj bi to odgovornost morali predati na nekoga drugega, da to naredi namesto nas. V končni fazi obstaja samomor, mislim, to zdaj grozno govorim, ampak lahko samo odločaš o svoji smrti, ne. To prelaganje neke odgovornosti na nekoga drugega pa je pač neka moderna pogruntavščina, ki je
lahko fajn, ampak vam pa res rečem, no, zelo kompleksna je ta stvar, ampak skrbi nas pač tiste, ki to vidimo in na te redno delamo. Veste, čisto vsi vam bomo povedali enako. Recimo med zdravniki, ne se veste, med zdravniki zdaj kar dosti nekega nismo nad tem navdušeni, je pa res, da posamezni pa definitivno so, ampak veste, če gremo gledati, kateri zdravniki pa vseeno to tudi podpirajo ali pa fajn zagovarjajo, so bolj takšni, ki z samo smrtjo, neposredno smrtjo in umiranjem niso imeli dosti opravka. So kolegi, ki se ukvarjajo z boleznimi, ki imajo slabe prognoze, kjer so bolezni hude, ampak prav za tistimi zadnjimi urami pa nimajo dosti opravka. In če bi me vprašali isto vprašanje pred 20 leti, bi mogoče se strinjala z njimi. Zdaj pa, ko vidiš to, no pa vidiš, da je stvar res malo bolj zakomplicirana. In je treba kar razmisliti o tem. No, kako pa bi se torej naj izvajal ta postopek evtanazije? Recimo v Sloveniji so že kakšni osnutki tega. Dobro, vemo, ne, v Švici se plača, ali kaj vem, kam ljudje se povsod je pravzaprav to, mislim, da plačljivo. Je pa tak, ne, ponekod to izvajajo pač posebej za to določeni zdravniki, ni pa nujno, ne. To se tudi pri nas, ne, je možno, da to izvajajo, pa ne vem, mogoče tisti, ki bi se za to javili, tudi na splošno, ker ni to neka velika, daš lahko kako tabletko in je to, ne. Vse to ni neka velika znanost. Ne rabi to nekega medicinskega posega, ne. Lahko se da v obliki tabletke, lahko se da v obliki intravenoznega zdravila, ki se pač da človek zaspi. Neki napitek, ne, so rekli. Lahko tudi napitek, ne, in jaz mislim, da za to ni potreben zdravnik v končni fazi, ne. Tako da, če se bo to pač, če bo ljudje to na referendumu podprli, bo to verjetno sprejeto, ampak potem bo verjetno treba najti neko strukturo med nami, kdo bo to dejansko upravljal. Zdaj zdravniki smo zapriseženi k temu, da rešujemo življenja, ne, tako da verjetno to, jaz mislim, da to ne bi bilo naše delo, no. Ampak nasploh je treba o tem malo razmisliti. Ni to tako enostavno, kot to mnogi predstavljajo. Ja, no, torej zdravnik bi naj tega človeka, ki se je odločil torej za vodeni samomor, evtanazijo, pregledal, odločil, tim neki, ne, zdravnikov. Mislim, ampak se mi zdi to... Zakaj bi človeka, ki se je odločil za smrt, nekdo pregledal? Ne vem, to mi je če ima torej vse pogoje, da lahko umre. Ja, no, zdaj, če človek ima pravico, da se potem samo odloči, lahko umre. Sej poznamo, ne, tudi mogoče iz naše bližnje okolice, so se pač ljudje odločili, da to storijo, ne, zdaj, dobro, mogoče, ampak ne vem, no, to je res tako hecno. Jaz bi res rekla, da sem res presenečena, no, kako smo ljudje očitno naredili tako, da kljub silnemu trpljenju, ki ga doživljamo, vseeno nam je vsaka minuta, ki jo imamo, dragocena. In niti ne pomišljamo. Veste, jaz sem imela bolnike, ki so mi rekli, ko bo z mano tako daleč, mi boste pomagali. Ne? In se tako spomnim, večkrat sem se potem sem si razmišljala to, ne, tistega pogovora, mogoče na začetku, ob diagnozi, pa potem pogovora, mogoče kakšnih par ur ali pa par dni pred smrtjo, ker je bila popolnoma nasprotno mnenje, ne. Kje pa, ne. Dajmo, še probajmo, kaj se še vse da, ne. Tako da, ja. No, to je verjetno že v človeški naravi, ne. Boriš se za življenje, ne, v vsakem primeru, ne. Boriš se za življenje, ja. Ne glede na to, kakšne hude bolečine so, včasih se res, tako kot pravim, včasih se prav čudim, od kod vzame še energijo, ne. Ko bi bilo mogoče včasih, ker se veste, bolniki, sploh dolgotrajni bolniki vsi imajo doma neke narkotike, neke, ne vem, morfin, taka zdravila. In vemo, če se to popije, poje v velikih dozah, ne, ampak tega nihče ne naredi, ne. Tega nihče ne vzame. Tako da, ja, res, za vsako bilko se lovimo, ne. In bomo videli, no, zdaj, kaj bo s to evtanazijo. Ni pa tako enostavno in se mi zdi prav, da ljudem tudi malo o tem razmišljajo, ne. In mi se postavimo v to vlogo, kaj nas bo najbolj skrbelo. To, da naši najbližji, ki za nas skrbijo, ne zmorejo. Da smo jim na poto, ali pa v breme, ali finančno, ali časovno, ali takšno. In to so glavni razlogi, zakaj ljudje potem se odločijo za to. Pa je malo ljudi, ne? Vam je znano, recimo, je kakšen podatek, obstaja, koliko v Sloveniji bi ljudi bilo za to oziroma se odločilo za evtanazijo. Recimo,
So kakšne številke? Koliko se jih je, recimo? Ja, Pa so ne, šli v to ne Švico vem, ali kam to je? ne vem. Nekaj jih je bilo, to je v končni fazi tudi ni tako zelo poceni, ne, tako da je mogoče še to en razlog. Ampak tudi v tujini to na začetku, ko se je vpeljalo, sploh ni bilo tako zelo pogosta stvar. Zdaj postaja vedno pogostejša, verjetno glih zaradi takšnih stvari, ne. Ker se mnogokrat za to odločijo ljudje, ki se mogoče še ne bi bilo treba, no, če že tak, ne, ampak ja, je pač stvar odločitve. Tako da bo še kar, ja, verjetno se bomo o tem morali pogovarjati in družba mora biti za to zrela in družbe, ki so to že uzakonile, so, veste, družbe, ki imajo odlično nekatere, večine, no, njih, recimo tako to Nizozemska, pa to imajo odlično urejeno tako imenovano dolgotrajno oskrbo, pomoč na domu, življenje starostnika na domu s pomočjo. Mi pa nič od tega nimamo, ne. Mi imamo, če imajo ljudje srečo, si lahko plačajo eno negovalko za 1 uro na dan. In to je to. In predstavljajte si naše bolnike, kakšen občutek imajo oni, da so nekomu breme, napram, ne vem, enemu nizozemskemu bolniku, ki ima 24 ur negovalko, pa še 2 negovalki, pa še fizioterapevta doma, ne čuti take sile, pa vseeno čuti to breme, ne. Kaj bo šele pri nas, tako da je to treba kar malo razmisliti ali pa še malo počakati, da naša družba postane dovolj zrela za to. No, torej, kjer je torej so idealni pogoji za paliativno oskrbo, plača to tem pacientom kakšna zavarovalnica? Ponekod jih plača ali je- zavarovalnica, ponekod potrebujete posebno zavarovanje za to, da plačujete to v bistvu ves čas, da boste imeli to možnost, ponekod je pa čisto samoplačniško. V Švici, ne, so ti tako imenovane klinike smrti, no, ampak to so taki kot ena mala taka zdravilišča, kamor prideš, lahko svojci in tam še preživiš, se imaš fajn, lahko ne, tak. In potem na koncu dobiš neko tako zdravilo, ki ga ali sam spiješ. In v to večinoma niso vključeni v to zdravniki, no. Tako da, ja, tam to izgleda tako. Bomo pa videli, kako bo to pri nas. No, bomo videli, res zanimivo. Težke so to zadeve, ne, če tako razmišljaš, tudi kot laik pravzaprav, ne? Ja, jaz mislim, da je to nasploh zdaj to odločanje, ki je prepuščeno laikom. Mislim, da so take stvari kar malo nevarne, no, za take stvari, ker vse bomo videli, kam bo to pripeljalo. No, pravzaprav se bojimo zlorab tega, ne, Ja, to tega je glavna dovoljenja težava, in so recimo zlorabe, ja. v kakšnih primerih recimo bi se to zlorabljalo, da bi svojci nagovorili torej svojega sorodnika, umirajočega ni v tem teh takšnih zlorab, da svojci to nagovorijo, to se zna dogajati predvsem pri dementnih bolnikih. Ampak sej tudi to je zloraba, ne, da se bolnik za to odloči iz neke skrbi, da ni na poto svojim, pa da jih malo razbremeni, iz neke ljubezni, ne. Ampak to ni razlog. Jaz res trdim, da to ni razlog, da ti predčasno zaključiš svoje življenje. Če te, dostikrat sploh še ni stvar tako daleč, recimo, ne. Ampak, ja, to pač potem treba vzeti za kup, ne, in to vsi tisti, ki zdaj mogoče to poslušajo, ne, mogoče malo o tem razmislijo, kaj si želijo, ne, in kako. No, če imava danes pač takšno težko, žalostno temo, ne, ni se prijetno o tem pogovarjati, ampak je vse skupaj del našega življenja, končno torej minljivosti. Imamo, pač so primeri, ne, ko človek umre doma, ne, ali infarkt ali karkoli že, ne. Gotovo je prvo, kar napravi, pokliče 112, nekdo, ki je zraven. Kako pravzaprav reagirati v tem primeru? Ob smrti. Ob smrti. Da recimo umre nekdo pri nas doma. Ja. Zdaj, če praviloma pokličemo 112, in takrat pride ekipa na teren, razen če seveda svojca najdemo in je že jasno, da je mrtev nekaj časa, potem lahko tudi pokličemo v zdravstveni dom ali pa na 112, vseeno, in bo prišel na dom mrliški oglednik. Zdravnik, mrliški oglednik, ki potrdi smrt, če so mu sumljive kakšne okoliščine, ali pa če je ta smrt prišla popolnoma pri nekom, ki nima nobene bolezni, se odredi obdukcija. O tem, ali se obdukcija odredi ali ne, na to svojci na žalost nima nobenega vpliva.
Tako da dostikrat svojci rečejo, ne dovolim obdukcije, nažalost. Kdo pa torej vpliva na to? Samo mrliški oglednik, ja. Torej sum na neko stvar, ki bi lahko bila malo, pa ne sumljiva v smislu, da bi ga kdo ubil, ampak kadar se ne ve točna diagnoza, pa je to recimo lahko bi bilo pomembno, ali kaj, takrat se mrliški oglednik lahko odloči za obdukcijo, ne glede na željo svojca. Če pa je seveda smrt se zgodila pred našimi očmi ali pa kaj takega, pa seveda absolutno 112, včasih lahko celo še komu pomagamo, včasih so možne, da koga oživimo, ne? Sploh, če gre za kakšne infarkte in take bolezni srca, takrat so te stvari možne, pri kakih drugih mogoče manj. Ampak ja, vedno 112 pokličite, pa vam bodo potem povedali navodila za naprej. No, recimo rešilci, kot rečemo, ne, torej nujna medicinska pomoč pride, seveda v vsakem primeru najbrž poskušate oživeti človeka. Ali najprej ugotovite, kaj vedno, zdaj pravilno, tak, ne, pomembno je, kaj nam svojci povejo. Če so našli svojca, ki so ga pogrešali en dan, ga ne bomo šli oživljati, ne, ker tudi mi vidimo, da je pač smrt že dolgo časa. Mi vseeno na človeku prepoznamo približno koliko časa je mrtev, kakšne temperature je, ne, če je mrzel, vemo, da je že predolgo, če je še vedno topel, če so še zenice niso čist široke ali pa motne, pač so neki znaki, po katerih mi vemo, da se je smrt verjetno zgodila res pred kratkim, takrat bomo mi absolutno takoj začeli z vsem, kaj znamo, da probamo človeka rešiti. Kadar pa so znaki takšni, da vemo, da je smrt že toliko nazaj, da ni več nobenega upanja, ne, ker vedeti moramo, da in to se včasih celo zgodi, zato ker nimamo točne informacije, kdaj se je recimo zgodil zastoj, ampak če pride do srčnega zastoja, pa da recimo 6 minut, ampak 6 minut je nič, ne, svojci ne masirajo srca. S tem, ko masirajo, v bistvu so oni srce za človeka, ne, in tudi s tem tudi dihajo, ker stiskajo pljuča, so možgani mrtvi. In tudi, če mi človeka oživimo, je človek praviloma možgansko mrtev. In je samo bilka nekje v neki intenzivni enoti, doma ne bo preživel, ker ne bo mogel biti z umetnimi pljuči doma, tako da takemu človeku usluge ne naredimo, ne. In to se nam zdi popolnoma neetično, tako da res probamo reševati bolnike, kjer vemo, da bi bilo mogoče pa še lahko, da bi lahko bolnik še imel neko življenje kasneje, ne. Ampak tako kot sem povedala, ne, to je vse skupaj življenjsko oziroma del življenja, tako da morda še en zaključek v zvezi s tem, dajmo se duška, ne? Ja. Ne, rekla bi tak, da seveda so te teme težke in ko smo mi v tej situaciji, ko smo svojec takega bolnika ali pa ko smo mi bolnik, je zaradi strahu in neznanja to seveda zelo težko. Zato se moramo celo življenje o teh stvarih pogovarjati, da jih takrat naredimo lažje in takrat moramo svojcem pomagati, da to nekako skupaj grejo skozi to pot. In lahko rečem, tako lepo lahko povem, da res par mojih bolnikov ali pa kar nekaj mojih bolnikov je šlo skozi ta proces s svojimi najbližjimi in so, bom rekla, na lep način umrli, no, čeprav se to sliši hecno, ampak res je tako, da so bili na koncu vsi ganjeni ob tem, ko se je človek poslovil. In so to nekako vzeli kot eno tako kot sem rekla, kot eno nekaj najlepšega, kaj so lahko še na koncu svojemu ljubljenemu ponudili. In se mi zdi, da to je ena taka lepa stvar, ki ostane. Bi pa rekla, ne, to večkrat sprašujem te svoje umirajoče bolnike, ne, a vam je zakaj žal v življenju, ne? In vedno dobim isti odgovor, ne. In to je zaključek današnjega najinega pogovora, ne. Vsi rečejo, žal mi je samo zato, da nisem izkoristil vseh prilik in da nisem marsičesa probal, kar bi lahko, pa sem se pehal za čist nekimi materialnimi stvarmi, namesto da bi si nekaj za svojo dušo pa za svoje drage. Tako da lepo živimo vsak dan, kot da je zadnji, ne? Mislimo nase, pa ne samo na neki denar in na neke take stvari. Hvala lepa, Alenka, za danes. Ja, hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, tema je pač bila takšna, bilo je prav, da se tudi o tem spregovori oziroma da nam torej naša gostja pove kaj več o paliativi in tudi o evtanaziji. Vsekakor
pomlad je tukaj, tako da si dajmo duška, kot že povedali, in uživajmo v pomladi, pa seveda ostanimo zdravi, vsaj potrudimo se. Vse tisto pa naj še malo počaka. Tako da vse dobro vam želiva in srečno, v mesecu maju se vidimo.